Aleš Omejc zbira podpise za kandidaturo. Občinski nagrajenec Slavko Martinčevič. Najboljša je spet Arvajeva. Na besedo tudi v Sori. Ambrozija pa spet cveti. Ribičija in druženje ob ribniku. Plavalec Stevens na šolanje čez lužo. Lepo pozdravljeni. 5. oktobra gremo na lokalne volitve in kot kaže, v tem trenutku se bodo za županski stolček potegovali 4 kandidati. Že v minuli informativni vdaji smo napovedali kandidaturo nestrankarskega kandidata Nejca Smoleta iz Valburge, tokrat pa še enega nestrankarskega kandidata Aleša Omejca iz Studenčic. Zakaj županska kandidatura? Preprosto vprašanje, preprost odgovor. V minulih 6 letih delovanja v vaški skupnosti Studenčice smo se lotili kar nekaj projektov. Te projekte smo zelo uspešno speljali. Jaz mislim, da osnovni pogoj za to, da smo jih speljali, je bila pa komunikacija. In jaz mislim, da lahko tej občini dam komunikacijo, da dam lahko iskrenost, poštenost. Sem nestrankarski kandidat, nimam podpore nobene stranke, nobenega podjetja in mislim, da mi to omogoča, bom rekel, nevtralnost in nobene obveze do nikogar. To pomeni, da bom lahko delal pošteno, vestno, tako kot je treba. 41-letni Aleš Omejc iz Studenčic je komercialist v eni od družb za prodajo farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov in direktor košarkarskega društva Ježica. Že sicer je vrsto let, najprej kot trener, sedaj pa kot strokovni sodelavec in funkcionar, zapisan košarki. Je poročen in oče 3 otrok, starih 5, 7 in 9 let. Vsi so obiskovali Montessori vrtec v Preski, pri dejavnostih katerega je bil tudi sam kot starš zelo aktiven. Od lanskega leta dalje je član sveta osnovne šole Preska. S kakšnim motom in s kakšno usmeritvijo se podajate na to pot? Na pot se podajam z motom Vrnimo Medvoščane Medvodam. Jaz upam, da ga bojo volivke pa volilci razumeli. Imam pa nekaj osnovnih usmeritev in mislim, da so čisto življenjske in izhajajo tudi iz okolja, v katerem živim, to je Studenčic. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da ima vsak v občini Medvode pitno vodo. Kot drugo mislim, da je zelo pomembno, da je urejena komunalna infrastruktura in kot tretje seveda cestna infrastruktura. Ob teh glavnih 3 stvareh, ki mislim, da so osnova za kvalitetno bivanje in da imajo prednost pred vsemi ostalimi velikimi projekti v občini, bi dal pa tudi zelo visoko mesto družine. Mislim, da morajo Medvode postati družini prijazno okolje. Čeprav je na zadnjih volitvah kandidiral v občinski svet na listi LDS, doslej še ni bil član nobene politične stranke. Zaključuje tudi uspešen mandat kot član sveta in tajnik vaške skupnosti Studenčice, saj so jim skorajda v celoti uspela oba glavna zastavljena cilja. Doseči, da bo celotna vas dobila neoporečno pitno vodo in da bo cesta asfaltirana. V obeh primerih je bila njegova vloga predvsem vloga mediatorja, ki se je znal pogovarjati, dogovarjati in se na koncu tudi zahvaliti, tako kot ob odprtju ceste pred drugim letom dni. Zahvalil bi se vsem vaščanom, ki so sodelovali zraven, predvsem pa gospodu Tonetu Mraku pa Janezu Dolinarju, ki sta bila v bistvu tudi solastnika zemlje, po kateri cesta gre. Tako da vsi so v bistvu delali v javno dobro in mi smo zelo zadovoljni. Da bo 10. septembra dejansko vložil kandidaturo za župana, mora do takrat zbrati 118 glasov podpore občanov. Katere svoje značajske lastnosti bi mogoče izpostavili? Vse je vedno težko govoriti, ampak lahko trdim, da sem pošten, iskren in komunikativen. In te 3 stvari bojo tudi vodilo pri moji kampanji oziroma pri zbiranju podpisov, ker za kampanjo rabim prvo dovolj podpisov. Nadaljujemo s predstavitvijo občinskih nagrajencev za leto 2014. Drugo izmed 4 podeljenih plaket občine Medvode je na julijski slavnostni seji prejel Slavko Martinčevič za izjemne zasluge v razvoju nogometa in športa v naši občini. Svojim delom, zavzetostjo in predvsem temperamentnostjo je namreč prispeval k uveljavitvi nogometa in športa v občini Medvode in širše, so v obrazložitvi poudarili predlagatelji priznanja.
Slavko Martinčević je svoje življenje posvetil nogometu. Že kot otrok je prve nogometne korake opravil v domačem Ivancu na Hrvaškem. Po selitvi v Slovenijo v začetku 60-ih let pa je ostal zvest športu, najprej kot igralec, kasneje tudi kot trener. Tudi v Medvodah, kamor ga je zanesla pot, in tako je bil leta 1972 med soustanovitelji nogometnega kluba Jezero Zbilje. Na tem območju je takrat trajala Sorška liga. In sicer to so bili kraji od Godešiča, Rateč, Vodic, Šmartna, Smlednika in okolice. V tisti ligi je tekmoval NK Smlednik. No, potem pa po reorganizaciji in opustitvi te lige Sorške je nastalo kot Ljubljanska prva liga. V tistem času smo pa oblikovali že NK Jezero Zbilje. No, s tem, da smo mi samo podaljšali roko Smledniku in nadaljevali 100 metrov stran na igrišču, ne, ali v organiziranem tekmovanju v okviru Nogometne zveze Slovenije. Tako so z obilico prostovoljnega dela ob novi osnovni šoli v Smledniku zgradili nogometno igrišče ter kmalu zatem še spremljevalni objekt z garderobami, ki pa je v požaru leta 1992 povsem pogorel. Tako da je šla zgodovina tistega časa, je šla takrat v požaru. To se pravi, začela je druga akcija. Pospraviti, zrihtati pa na novo začeti. Pač dogajalo se to v zelo kratkem času, ampak tudi to smo prebudili, tako da smo rešili z današnjo sliko, tako da tekmovanja zaradi tega ni nič trpelo. Smo zelo hitro odreagirali, da je stvar bila sanirana v dobrega pol leta. V teh prostorih še danes domujejo nogometaši, le da so članske selekcije zamenjale mlajše. Od združitve NK Jezero Zbilje in Medvode v NK Jezero Medvode v letu 2001 v Smledniku trenirajo mladi upi. Slavko pa je v NK Jezero Zbilje deloval tudi kot trener članske ekipe in mlajših selekcij. Pohvali se lahko s trenersko licenco A. Je bilo tako, vsako napredovanje je en stimulans. Ena stvar, ki te spodbudi, pa ti da več, da ti moč eno in se trudiš. Tako da so tiste tekme, ki smo napredovali z 4. v 3. ligo. In tako, tu so bile tiste tekme odločilne in tiste so ostale v lepem spominu, pa pokalne tekme, ki smo igrali z rangi višji in tako, z Olimpijo, z Mariborom, z vsemi temi, to so tekme, ki so ostale v lepem spominu. Jaka, kot ga kličejo nogometni prijatelji, je kasneje sodeloval tudi pri obnovi in ureditvi igralnih površin in objektov v Medvodah. Še danes pa spremlja razvoj domačega nogometa in aktivno sodeluje pri delovanju nogometnega kluba Jezero Medvode. Diplomska naloga je bila moj razvoj nogometa v Medvoški kotlini. In sem točno opisal naš doseg z lastnimi kadrom in z vsem skupaj je absolutno in maksimalno druga liga. Če pogledamo danes kvaliteto druge lige, pa če si malo okoli ozremo, en Radomlje, en Dob, to so bile naše stranke, s kateri smo mi odigrali, pa veliko zmag imamo proti njim. Druga stvar, a se je nogomet dvignil na tisti lojtrici medvoških glav, ne vem, ampak imam občutek, da je. Ker vidim po zadovoljstvu staršev, da se z mladimi dobro dela. In tako bi mogli nadaljevati. Nočem biti pameten z ozadja, k starici. Ampak veliko vem in jaz hočem, ker jaz sem se zaradi tega zdela umaknil, da sem dal možnost mladim. In mlade bom podpiral, naj delajo. Nogomet ga je zastrupil že v mladosti, prizna. Tako je tudi zagret navijač slovenske nogometne reprezentance. Od svetovnega prvenstva v Italiji leta 90 se je udeležil prav vseh, z izjemo letošnjega. Slovenijo pa je bodril tako v Južni Koreji kot Južnoafriški republiki. Sam sem igral nogomet od malega, ne. Sem začel kot golman in sem v tem užival. In bil Dinamovec, bil Olimpijci, bil Odret in bil vse, ne. To je tisti čas, sem bilo, žoga je bila, drugega ni bilo. Mi smo otroci bili skozi na igrišču, šola igrišče, ne. In vola ti ostane. Ljubezen, recimo, kako bi rekel človek, zastrupiš se s tem. Kolektiv je bil zmeri dober, ker smo bili v amaterskem kolektivu, ker se ni igralo za denar, je bilo čist dušje. Pivo sendvič,
To je bilo, dobro, pa je pa bilo 5 pivo, ne, in če hočeš tako reči, vse skupaj je bila ta klapa. Moja pokojna žena je rekla, prav, oči, sin nogomet traja 2 ure, ne pa 12. Prav nogometna klapa pa je bila tista, ki jih je vse skupaj obdržala po konci ob smrti prijatelja Marka Žavbi Koksa, ko se je ta leta 1994 ponesrečil. V njegov spomin bodo ob 20-letnici smrti to soboto, 23. avgusta, ponovno pripravili znameniti Koksov memorial na igrišču v Smledniku. Na grobu sem pa jaz obljubil, osebno sem imel tisto nehvaležno stvar, da sem mogel govor prebrati, ki ga je teta napisala, tako da sem da sem zdržal in potem sem mu obljubil, da bomo imeli memorialni turnir za njega. Te smo pa rekli, da bomo zdaj na krogla leta naredili, pa povabili tiste njegove prijatelje, ki so bili takrat, čeprav je tudi uničen neki pokojni, in da bomo tako skupno naredili z istimi ekipama, to se pravi veterani Medvod, veterani Jezera pa veterani NK Trnovec. Skratka, ljudi, ki so z njim živeli v tistem času in z njim nogomet igrali. V obrazložitvi občinske plakete so predlagatelji še zapisali: Slavko Martinčević svojo energijo in zavzetostjo ves čas skrbi za razvoj in napredek nogometa. Brez njega praktično ne bi bilo nogometa v Zbiljah in Smledniku. Kot član občinskih organov pa se je nenehno zavzemal za razvoj in napredek športa v občini Medvode. In pravi, da bo vztrajal še naprej. Življenje je kratko, ne? Da bi rekel zdaj, da mi to pomeni spodbudo za naprej, to so leta. Leta so svoje naredila, ker jaz mislim, da je nagrada za nazaj, ne za naprej. Drugače pa obveza za naprej pa je en mal. Kakor bo v moje moči, jo bom probal upravičiti, ker imam pa občutek, da sem že prej zaslužil. Občinska plaketa pa ni edino njegovo priznanje za delo v športu. Že leta 1991 je prejel srebrno Bloudkovo značko za dolgoletno uspešno delo na področju športa v Ljubljani. Leta 2009 pa športno priznanje občine Medvode za 30-letno delo v športu. Moje življenjsko veselje je bilo to zmaga, to je prvo. Zato se igra, da se zmaga. Drugo je pa tako. Vsaki stvari človek, kjer počne v življenju, da vidi napredek. Jaz sovražim nazadovanje, ker sem rekel zmeri, pri nogometu isto pravim. Žoga odigrana nazaj, prav tam smo že bili. Tam se ni treba vračati, gremo naprej. Jeti naprej, pustiti delo mladim in zaupati. Ne se bati, da mladi ne znajo. Sam je treba preganjati pa pomagati. Iz krajevne skupnosti Preska Žlebe že nekaj časa prihajajo vesti o tem, da je odsek javne poti od Žleb 23 do Žleb 13C v katastrofalnem stanju, saj jim večinski lastnik manjšega odseka zemljišča sicer dovoli uporabljati cesto, ne dovoli pa nikakršnih posegov na cestišču. Pred dobrima 2 mesecema se je svet krajevne skupnosti zato odločil, da omenjeno cesto prepusti vzdrževanje občine Medvode. Saj je, kot pravijo, prav občina tista, ki je sicer morda v dobri veri, da zadeve zemljiško-knjižno uredi, kriva za nastalo situacijo. Slednja pa meni nasprotno. Zahteva, da krajevna skupnost nemudoma ukrepa, saj gre vendarle za javno pot in to na očitno tuji zemlji. V zemljiški knjigi je vrisana le javna pot, ki pa se že desetletja ne uporablja več. Na predlog občinske uprave je zato občinski svet občine Medvode na svoji 16. seji konec leta 2012 sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra na 302 kvadratnih metrih velikem zemljišču. In to očitno v dobri veri, da bodo na ta način končno uredili zemljiško-knjižno stanje. Taka zagotovila je namreč posredovala vodja občinske uprave Vanja Debeljak. To zemljišče naj bi občina Medvode delno prodala sorodstveno povezanim družinam Gašparović in Kralj, delno pa zamenjala za njihovo zemljišče, da bi lažje zemljiško-knjižno uredili zemljišče, kjer pa dejansko že desetletja poteka javna pot. Ta javna pot sicer ni vrisana v zemljiško knjigo, promet pa je po njej nemoteno potekal desetletja in prav toliko časa ni bilo težav z njenim vzdrževanjem. Do tu vse lepo in prav. Ta pot pa poteka tudi po zemljišču, ki je v lasti družine Jakopič in ostalih. In če je občinska uprava očitno šla na roke družini Gašparović in Kralj, saj bo z ukinitvijo javnega dobra na opuščeni cesti omogočila tudi legalizacijo črne gradnje na njej, se očitno z družino Jakopič ni hotela ali pa se ni mogla pogovarjati na enak način.
Geometri so bili že večkrat na cesti, vendar do rešitve, ki bi bila po volji Jakopičevih, ki pa nikakor niso v dobrih odnosih Gašparovičevim in obratno, še niso prišli. Konec aprila letos se je sicer v obliki svetniškega vprašanja zadeva še enkrat prenesla na sejo občinskega sveta. Predlog, da bi svetniki morda preklicali sklep o ukinitvi javnega dobra, dokler se zadeva celovito ne reši, v kompromis vseh vpletenih, je bila strani občinske uprave jasno zavrnjena. Je bila pa prvič svetnikom problematika predstavljena v drugačni luči. Z gospodom Jakopičem in solastniki nikakor ni možno zadeve urediti, še v toliko ne, da bi se ta del njegovega zemljišča, po katerem je cesta, geodetsko odmeril. Medtem ko se drug del, ki je v lasti Gašparovičev, je geodetsko odmeril, tako da se bo lahko menjal, da bo ta del postal občinski, občina bo pa Gašparoviču dala zmenjavo zemljišče, ki je občinsko in je opuščena občinska pot. Tako da s tem sklepom vsekakor smo naredili en korak k ureditvi tega problema, za katerega tudi vemo že vse od ustanovitve občine, prebivalci na tem delu pa seveda verjetno še dalj časa. Vkolikor menite, da zadeva ni taka ali kakorkoli drugače, se predlagam, da se ustanovijo komisija ali da se listine pregledajo in da se še sami v to prepričate. Jaz pa vsekakor za temi obrazložitvami, kakršne sem dala na seji občinskega sveta, stojim. Krajevna skupnost Preska Žlebe je občino Medvode na problematiko že večkrat opozarjala. Ja, lahko rečemo to, da res stojimo na delu ceste, kjer je ogrožena varnost. Tudi lahko povemo, da to cesto je do konca leta 2013 krajevna skupnost vzdrževala in je bila cesta kot zelo vzorna. Nobenih težav za osebna vozila, intervencijska in vsa ostala. Tako da lahko rečemo še enkrat, da problemi so se začeli pojavljati v času, ko se je začelo nekako dajati na dnevni red občinskega sveta ukinitev javnega dobra. Seveda pri tem pa krajevna skupnost ni bila udeležena nič, kaj šele, da bi bila povprašana, kakšno ima mnenje. Občina je krajevno skupnost Preska Žlebe za mnenje prvič v pisni obliki vprašala šele januarja letos, potem ko je bilo javno dobro že ukinjeno in se je že prej razgreto ozračje še dodatno naelektrilo. Ko je vzdrževalec, ki ga je krajevna skupnost Preska naročila, hotel vzdrževati to cesto, je nekako pristopil do našega vzdrževalca, solastnik parcele, po kateri seveda teče tudi ta del ceste približno 30 metrov, in povedal, da cesto nimamo kaj vzdrževati, oziroma ne, da ne smemo vzdrževati ceste, da na njegovi parceli nimamo kaj iskati. In da nam ne prepoveduje uporabe ceste, prepoveduje pa vsako poseg na njegovem zemljišču. Pred dobrima 2 mesecema je zato krajevna skupnost Preska Žlebe občino Medvode zaprosila za mnenje in jo opozorila, da ji, dokler mnenja ne dobi, prepušča to cesto v upravljanje. Lahko rečem, da se je občina Medvode kar nekako ponorčevala iz nas in nam na dopis niti ni odgovorila. Seveda, potem smo interventno še parkrat poslali in na te intervencije so po dobrih 2 mesecih le odzvali. Seveda s pripombo, kot se nekako tudi pritiče takim službam, da smo mi dolžni, da to že več kot 50 let delamo in da vzdržujemo naprej. Kar pa krajevna skupnost Preska Žlebe ne bo storila, saj se za nastalo situacijo, glede na to, da je bila za mnenje vprašana šele januarja letos, nikakor ne počuti odgovorno. Mi pričakujemo od občine, vkolikor nam ne da odgovora, naj vsaj pride tukaj, pa vkolikor čuti, da ni storila nobene napake, popravi to cestno s svojim vzdrževalcem oziroma koncesionarjem, ki vzdržuje to zadevo, kajti res krajevna skupnost ni tista, ki bo v takih profesionalnih zadevah odločala namesto občine, ki jih seveda, lahko še enkrat trdim,
zavozi občina. Iz tega dopisa občine Medvode, naslovljenega na krajevno skupnost Preska Žlebe, v katerem jo ta poziva, da nemudoma ukrepa in stanje na cesti sanira, je razvidno tudi, da je občina predlagala rešitev Jakopičevim in ostalim solastnikom zemljišča javne poti šele julija letos. Mnenja smo na krajevni skupnosti, da volja tudi nekaterih udeležencev tukaj je, da se zadeva uredi. V skrajnem primeru pričakujemo od občine najprej prvo sanacijo, da bodo v primeru raznih težav krajani lahko to cesto varno uporabljali. Ta cesta je lahko tudi kot neka bližnjica namenjena za vsa interventna vozila. Občini smo zastavili vprašanje, zakaj so krajevno skupnost vprašali za mnenje šele po letu dni, zakaj so tako pozno posredovali rešitev še ostalim lastnikom javne poti in seveda, kdo bo odgovoren, če se kaj zgodi na cesti in to kategorizirani javni cesti, ki v naravi je, na papirju pa je ni. Kljub obljubi, da odgovore prejmemo, jih do zaključka redakcije še nismo. Ta primer pa še zdaleč ni edini. Javnih poti, torej, ki zemljiško-knjižno niso urejene, je še za kar nekaj informativnih oddaj, kot seveda tudi primerov šumov na komunikaciji. Pa tudi primerov, da najprej na zemljišče pride geometer, potem pa šele nekdo iz občinske uprave, ki lastnikom predstavi, kaj za vraga je geometer počel na njihovem zemljišču. Zastavlja pa se tudi vprašanje, glede na to, da je spremenjen in dopolnjen statut občine Medvode bil javno objavljen pred dobrim letom dni, kakšne so sploh naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti? V statutu je namreč zapisano, da bo to področje urejeno s posebnim odlokom v roku 6 mesecev. Očitno ta sestava svetnikov tega odloka ne bo prejela v roke. Tudi letos v Sori poteka 6. festival kranjske klobase, v okviru katerega je v sredo opoldan potekalo tradicionalno, tokrat že 11. ocenjevanje kranjske klobase. Na letošnjem ocenjevanju so tako ljubitelji kot predstavniki strokovne komisije soglasno odločili, da je najboljša kranjska klobasa Arvajeva. Festival tako kot vsako leto prvenstveno označuje strokovno in ljubiteljsko ocenjevanje kranjske klobase. Mesno poslastico so tudi tokrat preizkušali ljubitelji od blizu in daleč, ocenjevanje pa je, tako kot že vrsto let, potekalo v hiši kulinarike Jezeršek v Sori. Edina mogoče za ta prvi dan sprememba je ta, da smo v bistvu pri ocenjevanju dodali še eno ocenjevanje, to je neuroklobasa, kjer z pomočjo v bistvu IT tehnologije izmerimo, kako se telo odziva na poizkušanje vzorcev. To smo že prejšnji teden opravili ocenjevanje na vzorcu 20 ljudi, kjer smo v bistvu dejansko s to zelo sodobno tehnologijo bomo prišli do rezultatov, kjer spoznavajo, kako se telo na nezavedni ravni odziva, se pravi podzavestno, kaj nam je dobro, kaj nam ni dobro in kaj nam je najboljš, smo na ta način ugotovili, tako da je to to. Pri tovrstnem ocenjevanju pa štejejo tudi mnenja laične javnosti, ki vsako leto napolni hišo kulinarike Jezeršek, da bi izbrala najboljšo klobaso. Mislim, da se kakovost lepo dviga v primerjavi s preteklimi leti. Edina stvar, ki me nekoliko moti, je ta, da ovoj ali črevesa, v katere je nadevano meso, še vedno niso pri vseh klobasah taka, kot bi si človek želel, da so. Se pravi, da ti elegantno počijo, ko jo pregrizneš in da nimaš težav pri, bi rekel, mletju mesa in tega ovoja med zobmi. Na kratko povedano so še vedno nekatera predebela, prečvrsta. To je mogoče taka napaka, so pa velike razlike v okusu, kar nesporno dokazuje, kako koristno je, da enkrat na leto poteka ta festival. Kranjske klobase so v osnovi že par let dobre, zelo dobre. Zdaj mala razlika je, vidim, da so neki so dali mečken špeha, tazga, ki je mehek, so se razkuhali malo, drugače pa generalno so dobre. Kakšen pa je vaš popoln recept za pripravo kranjske klobase? Ja, popoln recept je takšen, kot je, pač svinjsko meso, česen, sol, malo nitrata, da dobi barvo, ampak pomembno je, da se zberejo surovine prave, ki so kvalitetne in špeh mora biti trd, da se ne stopi. Zelo težka bo, ker se moram reči, iz leta v leto so bolj enake
zelo kvalitetne, tako da je vsako leto težje ocenjevanje. Normalno kranjska klobasa, hren, zenf, žemelca, pa kozarček cvička, to je najboljše. Ja, letos je kar 14 vzorcev, tako da je kar dolg krog, da prideš v krog. Moram reči, da sem zdaj po prvem krogu dobil 3 favorite, zdaj bom pa pač se odločil za najboljšo. Še bolj kot sami vzorci pa mi je všeč samo vzdušje, no. Se mi zdi, da je to res top dogodek, top kulinaričen dogodek v naši občini, ki je uspel pokazati, da se vsako stvar da izpeljati na izjemno visokem nivoju, samo če se pravi ljudje tega lotijo. Tudi letos je v dopoldanskih urah najprej 14 vzorcev kranjske klobase ocenila strokovna žirija, ki je pri ocenjevanju upoštevala številne lastnosti klobas. Vse od teksture, okusa pa do vonja in jedilne lastnosti. Vedno so v bistvu enaki trendi, da se išče kakovost in to senzorična kakovost. Tako smo tudi letos pristopili k delu, bilo je nekoliko več izdelkov, 14 kranjskih klobas. Ocenjevali smo tako, da so rezultati na koncu zelo izenačeni z nekaj manjšimi izjemami, no, ampak vedno začnemo najprej pregledati cele klobase, mora biti tipična, velikost, tista prava rdečka storjava barva, ne sme manjkati špila, potem naredimo vzdolžni prerez, tam se razkrije kakšen je mozaik, kakšna je barva, kakšne so surovine, potem se klobasa pogreje, ne sme se kuhati, kot vemo, in potem se oceni še na rezinah ostale lastnosti, to so tekstura, von, aroma, s tem, da tekstura pomeni, da mora biti primerno hrustlava, primerno sočna, malo maščobe tudi mora vsebovati, tudi receptura standardna je taka, potem mora imeti primeren in prijeten von, harmonično aromo, po mesu, po začimbah, po dodatkih, nobene stvari preveč, ker to je tista harmonija, naredi tako splošno kakovost kranjske klobase. Letos sta tako strokovna komisija kot okoli 200 predstavnikov ljubiteljske javnosti največ glasov podelili kranjski klobasi mesarije Arvaj, ki je tudi skupno oceno zasedla prvo mesto. Skupno oceno je tvorilo 60% ocene strokovne komisije in 40% ocene ljubiteljskih ocenjevalcev. V naši mesariji proizvajamo klobase že vse od samega začetka. Receptura je proizvajalne specifikacije, tako kot je določeno, in nismo z leti nič spreminjali. Ostanemo pri isti kvaliteti, isto razmerje meso, slanina, poper, česen, sol, pravilno zašpiljena, termično obdelana in pravilno, najbolj važno je pa pravilno kuhana. Klobasa ne sme biti preveč kuhana. Vse ta boljš gre ven, če je preveč skuhana, se da v hladno vodo, zavre in odstavi. Ne jo po starih teorijah kuhati 20-30 minut, ker to je potem samo juha dobra. Ko ocenjujemo, iščemo, če so morda kakšne napake. Moram reči, da pri tej zmagovalki, naši zmagovalki, ni bilo nobene bistvene pripombe, mogoče kakšne rahli odbitki. To pomeni, da so bile vse lastnosti skladne tudi z elaboratom, ker vsekakor delamo vedno skladno z elaboratom za kranjsko klobaso, ki ima svoje pravila in svoje predpise. V skupni oceni so drugo mesto zasedle celjske mesnine, tretje pa mesarstvo Podobnik. Recept se ni spremenjal, recept je stalen, pripravlja se po določen receptur, ki je predpisana, tako da nijanse se spreminjajo, vsi gremo na boljše, tudi kvaliteta kranjskih se izboljšuje, tako da nijanse grejo gor. Kaj pa komentar na to vrstno tekmovanje in pa na festival kranjske klobase? Ja, super zadeva, ker eden drugega spodbujamo, da se kvaliteta dviguje in to je zelo pozitivno. Festival kranjske klobase se vsako leto začne z ocenjevanjem mesnine, nadaljuje pa še celotni konec tedna. V petek se boste lahko v Sori zabavali na veselici z Modrijani, kjer se bodo v večernih urah predstavili še drugi mladi ansambli. Sobota bo, tako kot leta prej, potekala v znamenju športa in kolesarske dirke na Osovnik, zvečer pa ne bo manjkalo dobre glasbe. Od 19. ure dalje se namreč začne športno-zabavna prireditev po Meži Kluni z ansamblom Vesele Štajerke in skupino Kingston, vsakič pa boste lahko preizkusili tudi poslastico, ki združuje ne samo Medvoščane, ampak širšo Slovenijo, kranjsko klobaso. Lahko rečemo sledeče, tudi oratorij v Sori je že tradicionalen. Odvijal se je minuli teden v župnijskih prostorih. Mladi animatorji poskrbijo za dneve v znamenju obilice zabave in tudi verskega učenja. Kot vsi oratoriji po Sloveniji je tudi ta potekal pod geslom Na tvojo besedo. Na oratorij, ki je minuli teden potekal kar v prostorih župnišča v Sori, se je letos prijavilo kar 86 otrok.
animatorjev pa kar malo več, zato ker so se v bistvu najstarejši otroci letos kar prestavili k animatorjem, tako da je skoraj 60 animatorjev, skupaj z župnikom in pa še bogoslovcem Borisom. Ja, to je bilo eno prvih vprašanj, ki postavimo na začetku sestankov. Kako recimo animatorji vidijo oratorij? Letos je kar 21 novih animatorjev, se pravi tisti, ki so bili lanske čem udeleženci. In predvsem vidijo to kot neko druženje, neko srečanje mladih, kot prikazati vero na nek neinvaziven način, jo predstaviti preko igre, preko pesmi, preko skupnega druženja, preko raznih igrc, ki jih pripravijo animatorji, potem tudi pri katehezah. In je mogoče res za animatorje, kot tudi za udeležence, da začutijo to pripadnost neki skupščini, neki družini veliki. Danes so rekli naši animatorji, ja, danes smo pa res ena velika družina, 60 nas je letos, tako da smo res taka ogromna družina animatorjev letos. Pomeni animatorstvo, glede na to, da si že 8 let tukaj animatorka v Sori? Ja, animatorstvo mi pomeni neko druženje, da nekaj lahko daš otrokom svoje znanje in tudi od njih se veliko naučimo, pa tudi med sabo animatorji se bolj povežemo, ker se en teden to družimo in se nam zelo lepo. Ja, ponavadi vsak dan se pogovarjamo tudi o Jezusu, oziroma letos smo imeli svetega Petra in smo njega spoznavali, tako da naučimo jih tudi nekaj takih verskih stvari, potem pa tudi take splošne stvari za življenje, pogovarjali smo se o zaupanju, o pogumu, take vrednote smo malo obravnavali, tako da malo tazga. Življenjske stvari se predvsem učimo. Finančna sredstva za izvedbo oratorija pridobijo s pomočjo ljudi faranov, župnije, prijavnine in s pomočjo dobrotnikov. Krajevna skupnost Sora pa je letos prispevala tudi sredstva za izdelavo majic. V bistvu nam kosilo vsak dan pripeljejo prosenov, v bistvu iz gostišča Kanu. En dan pa pripeljejo pice tudi iz pizzerije Klementina, za kar smo jim zelo hvaležni. Otroci so zelo veseli, animatorji pa tudi. Otroci so se med tednom lahko preizkusili v različnih ročnih spretnostih in naredili kar 8 različnih izdelkov. Za tiste manj ročno spretne pa so poskrbeli s skavtsko delavnico. Čisto v duhu naše države, da je čisto demokratično, vsak predstavi svojo idejo, potem pa nekje enih 8 delavnic, 8 različnih izdelkov izberemo. In letos smo imeli recimo svečnike iz žličk, so izdelovali potem obeske za naključe iz filca, potem so delali zapestnice, so bile letos hit iz lum zapestnice, potem so bile neke moške zapestnice za starejše fante iz matic in podložk. Tudi makrame so letos pletali, potem so bili neki nosilci oziroma stojala za svinčnike, pa še marsikaj se najde. Skavtsko delavnico smo imeli letos kot neko posebno, za tiste, ki jim mogoče te ročne spretnosti ne ležijo ali pa jim mogoče niso bile zanimive te podane delavnice, da so lahko se izrazili pa tudi na drugačen način. Vsako leto gredo tudi na izlet. Ja, en dan, kot vsako leto, gremo vedno na izlet. Letos smo zamenjali lokacijo, ker zdaj 3 leta zapored smo bili v Zrečah. Smo letos zamenjali, smo šli v Terme Snovik, še prej pa na izlet do Svetega Miklavža na Gorju, v Tuhinjski dolini, kamor so otroci šli nekoliko peš in je bilo mogoče tako v duhu letošnjega oratorija, da je treba najprej se malo pomatrati, da na koncu dobiš nekaj lepega, nekaj čudovitega in na vrh je bil res tak lep razgled cerkev, kjer je tudi potem na župnik daroval mašo, prav za blagoslov naših otrok in za lep oratorij in zahvalo za vse dobrote. Kaj ti je bilo pa najbolj všeč, kar ste delali na oratoriju? Delavnice. Kjere pa? Vse so mi bile dobre. Torej, kako ti je bilo pa mogoče všeč na izletu? V redu. Sva bile že lani, pa se nam je zdelo zabavno, pa so šle pa še letos. Pa še sošolci so, pa se še malo družiš pred šolo. Pa nimamo kaj več dela doma, tako da. Mogoče kaj ste se pa naučili iz letošnjega oratorija? Še ene zapestnice plest, pa tole. Malo več o veri tudi vse te stvari, ki smo naredili, pa no. Smo se zabavali drugače. Torej, zakaj si mogoče ti letos prišel na oratorij? Ja, zabavamo se, pa v redu je. Pa najboljši animatorji imamo. Torej, kaj ti je bilo pa najbolj všeč? Animatorji pa igre. Geslo, ki spremlja letošnje oratorije, so Petrove besede. Na tvojo besedo.
Pa obnovimo besede ribiča Petra. Ko mu je Jezus po noči brez ulova dejal, naj gre še enkrat na morje, je ta namreč dejal: učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. In seveda so zajeli toliko rib, da so se mreže začele kar trgati. Besede ribiča Petra, kasnejšega apostola Petra in prav tako prvega škofa, izražajo njegovo vero v Jezusa, hkrati pa označujejo njegovo poslanstvo, ribiča ljudi. Ravno ta vodilna zgodba, ki jo otroci na oratorjih poslušajo cel teden, pa so tukajšnji animatorji spremenili in naredili lažje razumljivo otroški populaciji. Čist je na novo napisana, ker se nam je zdela mogoče pretežka, ta, ki je bila podana, in smo jim pripravili čist novo, ki gre po evangeliju, točno po evangeliju, in so morali animatorji sami potem na podlagi evangelija sestaviti svoje videnje ali pa pripraviti potem kateheze za otroke. So imeli ta izziv še toliko večji letos, da so morali sami točno pripraviti, kaj pomeni zdaj točno ta zgodba o svetem Petru. Ambrozija se uvršča med najbolj alergene in škodljive invazivne rastline. V Sloveniji od uredbe leta 2010 država poskuša aktivno uničevati njeno rast, saj lahko cvetni prah tega alergena prepotuje tudi do 200 km. Pelinolistna ambrozija se je iz svojega naravnega rastišča v Severni Ameriki naselila v zmerno topla območja Evrope. In čeprav je njeno širjenje sorazmerno počasno, Evropi predstavlja vse večji problem za kmetijstvo in zdravje ljudi. V javnosti se namreč ta oblika plevela največkrat omenja v povezavi s povzročanjem inhalacijskih alergij, saj lahko njena pelodna zrna s pomočjo vetra prepotujejo tudi do 200 km. Glavna rastišča ambrozije so ob cestah, ob železnicah, zapuščena zemljišča, zaraščena zemljišča, gradbišča, točke izgradnje nove infrastrukture, ob njivah in pa ljudje naj bodo pozorni tudi pod hišicami za krmljenje ptičev. Ambrozijo prepoznamo po dlakastem deblu. Razraščajo se take bele svetle dlakice in pa po takem značilnem moškem socvetju, iz katerega potem tudi izhaja cvetni prah. Poleg tega, da je njen cvetni prah močan alergen in povzroča seneni nahod in v hujših oblikah astmo, lahko sama rastlina ob kontaktu s kožo povzroči dermatitis, na kar moramo biti pozorni ob ročnem odstranjevanju rastline. Pri odstranjevanju ambrozije morajo ljudje uporabljati ustrezno delovno obleko oziroma zaščitno obleko. Zelo pomembna je uporaba rokavic, ker kot smo že povedali, povzroča kontaktno alergijo. Najbolje je, da oblečejo tudi dolge hlače in pa majice z dolgimi rokavi. Otrokom in pa alergikom odstranjevanje odsvetujemo. Obstajajo različni možni načini odstranjevanja. V Mestni občini Ljubljana uporabljamo puljenje, košnjo in pa na večjih površinah tudi mulčenje. Rastlino se odstrani s puli iz korenino vred. V primeru košnje je pa treba košnjo ponavljati vsake 3 tedne. In potem, ko enkrat rastlina že ima semena, odsvetujemo košnjo z nitko, zato ker se semena raztresejo naokrog. Ambrozija se intenzivno širi tudi v Sloveniji. Vlada Republike Slovenije pa je tudi zaradi tega ustanovila strokovno komisijo za varstvo pred škodljivimi rastlinami. Njen glavni namen je načrtovanje in izvajanje usklajene akcije za zatiranje škodljivih rastlin. Leta 2010 je takratni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpisal odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu ambrozije, ki določa, da mora vsak lastnik zemljišča, na katerem raste ta rastlina, to na svoje stroške odstraniti in izvajati redno opazovanje zemljišča do konca rastne sezone, to je nekje do konca septembra. Ravno v ta namen so tudi na podjetju Snaga v Ljubljani na zbirnih centrih zagotovili zabojnike, kamor lahko občani brezplačno ambrozijo tudi odvržejo. Kako je urejeno z ambrozijo pri nas, smo tudi tokrat želeli izvedeti pri občinskih funkcionarjih, vendar do danes odgovorov še nismo dobili. Velja pa omeniti, da ta invazivna rastlina zraste tudi do 2 metrov. Dokler ne cveti, torej predvidoma avgusta, jo lahko odvržete v kompostnike oziroma rjave zabojnike za biološke odpadke. Ko pa začne cveteti, pa to ni več priporočljivo.
Takrat je treba obvestiti pristojne službe, ki vam bodo svetovale, kako rokovati s to alergeno rastlino. Dvakrat na leto ribiška družina Medvode organizira družabno srečanje popestreno, s čim drugim kot z namakanjem trnka v ribnik. Na začetku poletja nas povabijo na dan medvoških ribičev, sredi poletja pa še na ribiški piknik. Prejšnjo soboto je bilo vreme zelo naklonjeno tako ribolovu kot tudi druženju. Tradicionalno druženje na pikniku pa je bilo letos nadgrajeno še z jubilejem ribiške družine Medvode in sicer 60-letnico delovanja. Ribiška družina Medvode letos praznuje 60 let delovanja. Ustanovljena je bila namreč 4. junija 1954 leta v prostorih Kulturnega doma Medvode. Ob ustanovitvi je bilo vanjo včlanjenih 55 ribičev, ki so si zadali nalogo vzdrževanja in ohranjanja ribjega življenja in nadzora nad pravilnim izvajanjem športnega ribolova po tedaj veljavnih normah. Jaz sem ribič že od majhnega, kot Ravpšic, pol naprej kot ribič in v tej družini sem že od 68. leta. Trenutno sem gospodar ribiške družine Medvode in delujemo v smislu ribištva. In mislimo, dokler bojo ribe plavale, tudi narod ali ljudstvo mirno in zdravo živi. Na prav tako tradicionalnem ribiškem pikniku lahko tekmujejo predvsem člani ribiške družine Medvode in njihovi družinski člani, saj gre prvenstveno za druženje. Kakšne pogoje pa moraš izpolnjevati, da postaneš član ribiške družine Medvode? Prvo dobro voljo, drugo malo denarja tudi moraš imeti, ne? Mladinci ne, zdaj smo sprejeli sklep, da bojo otroci lahko v letu 2014-2015 samo 1 evro bojo dali. To se pravi, toliko nekaj, ne zaradi denarja, ampak da bo vedel, da je, pa da dobi račun, da je dal 1 evro. Tokrat je v ribniku v Šmartnem, kjer je tudi dom medvoške ribiške družine, trnek namakalo le 17 ribičev, ki so se pomerili med sabo za užitek in za simbolične nagrade. Mi medvoški ribiči imamo tukaj piknik na našem terenu, pri našem ribniku, s tem, da vsako leto imamo prej zjutraj družinsko tekmovanje. Nažalost se bolj malo udeležuje, verjetno vzrok dopusti, vreme je pa idealno. Pa mogoče kakšen je bil danes ulov? Ja, 5 jih je ujelo, od 17 ribičev 5 je ujelo krapa, eden je celo ujel, ne enega, ampak 1, 2, 3, 4, 5 krapov so ujeli. Dalje imeli smo 2 otroka, starši so prišli, eden je 4 leta star fantek, ki je tudi ribe lovil, deklica malo starejša, ni 7 let, tudi lovila in za svojo potrpežljivost, če ravno niso nič ujeli, smo jih nagradili z primernimi knjigami iz ribičije. Zmagovalec tokratnega tekmovanja je bil tisti, ki je ulovil najtežjo ribo, pa če tudi bi ujel le eno samo. Danes je že bilo v razpisu napisano, da se računa najtežja riba. In najtežja riba je imela 2050 točk, to se pravi 2050 gramov je bila težka. Tako kot vse ribe, tokrat pa je bila tudi ta živa in nepoškodovana vrnjena nazaj v ribnik. Danes lovimo športno in je športno, da jih vrnemo nazaj. Noben nima pravice, da danes uplene ribo, tudi vzame. To je šport. Druga najtežja riba se je ujela na trnek gospodarja ribiške družine Medvode. Tekmovanje je pa, kako bi rekel, loterija. Jaz sem trenutno zasedel drugo mesto, ampak ko je riba prijela, tako je teže in sem bil drugi. Kako ste bili zadovoljni z rezultatom? Ja, jaz sem rezultatom zadovoljen, ampak največji užitek je, da je plod in da sem v vodi in da lovim ribe. Ribiška družina Medvode upravlja s komercialnim ribnikom Šmartno, z reko Savo od medvoške hidroelektrane do Tacenskega mostu, z reko Soro od jezu v Goričanah do sotočja z reko Savo in še 6 gojitvenimi potoki.
Mi smo zdaj tukaj, sedeže v Šmartnem, to se pravi pod mestno občino Ljubljana, ampak mi smo in z dušo in telesom še zmeraj Medvoščani. Čeravno jaz, na primer, nisem niti Ljubljančan, niti Medvoščan, ampak mi skrbimo za medvoški ribiški okoliš, mislim, da dobro skrbimo za vse vzgojitvene potoke, kontroliramo onesnaževalce. Edino, kar nam je, če bi več Medvoščanov prišlo v naše vrste, bi bili zelo veseli. V gojitvenih potokih redno vzredijo nekaj tisoč mladic potočne postrvi, s katerimi uspešno izvajajo letni načrt vzdrževanja vlaganja potočne postrvi v Savo in Soro. Študij v tujini za številne športnike nikakor ni le modna muha, pač pa nuja oziroma edini način za nadaljevanje uspešne športne kariere. Zadnji Slovenec v druščini, ki je dobil mesto na eni izmed ameriških univerz, je plavalec Peter John Stevens, ki si želi ob rednem študiju na drugi strani Atlantika svojo bogato športno pot še nadgraditi. Vse do olimpijskih iger v Riu, ki so na sporedu čez 2 leti. Poteza Pirničana, ki ga številni državni naslovi in celo svetovni mladinski rekord uvrščajo v elito najtrofejnejših slovenskih plavalcev, je bolj kot nepričakovana. Uspešno usklajevanje študijske in vrhunske športne kariere je pri nas praktično nemogoče. Nekaj še odplavati v svoji karieri, tako da tukaj naprimer bi mogel nehati s planjem, če bi hotel faks nadaljevati, tam pa imajo možnost, da oboje hkrati v bistvu opraviš. Zdaj že nekdani varovanec trenerja Luke Berdajsa je včeraj odpotoval v Združene države Amerike, kjer je v Knoxvillu na Univerzi Tennesseeja vpisal 4-letni študij. Študijsko športno kariero čez lužo sicer uspešno usklajuje kar nekaj slovenskih plavalcev. Poleg Isakovičeve, Dugoniča in Godca tudi Medvoščanka Pija Pavlič. Vsak let itak gre vse več in več pa Slovencev, več plavalcev v tujino študirati, kakle vidijo, da ni možnosti študirati kot športnik. Kot športnik bo Peter na največjih tekmovanjih še vedno lahko zastopal barve Slovenije. Ameriška fakulteta svoje študente namreč spodbuja tudi pri reprezentiranju matične države. Ja, seveda, moja šola zelo podpira to, da pač reprezentiraš svojo državo na velikih tekmah, tako da ja, me bodo tudi spuščali na kakšne evropska med študijami. Na drugi strani Atlantika bo vajeti glavnega trenerja namesto Luke Berdajsa poprijel ameriški strokovnjak. Matt Kedrick je head coach, tako da ostale 3 trenerje pa točno še ne vem, tako da on je tista glaven, ki bo mene vodil. V mladinski karieri si osvojil praktično vse, kar se osvojiti da, rekord, pa naslov svetovnega prvaka. Kaj so zdaj tvoje naslednje cilje? Doha, svetovno prvenstvo? Ja, zdaj je prvo to, da pridem gor v Ameriko, pa da vidim, kako mi bo šlo, drugače pa ja, naslednja tekma je Doha. Sredi decembra, drugače pa s mojim trenerjem že ciljava za naprej, da bi decembra odplaval normo za Kazan, svetovno prvenstvo v velikih bazenih, tako da upam, da mi rata na to. Spogledovanje s prihodnjimi olimpijskimi igrami zanj ni nedosegljiva predstava. Kot nista bila njegova dosedanja najboljša dosežka, 5. mesto na svetovnem članskem prvenstvu in lanski naslov svetovnega mladinskega prvaka v Dubaju. Še zmeraj ga včasih sanjam, upam, da se kdaj še to ponovi. S pravilnim pristopom je v svetu športa mogoče prav vse, tudi v šprinterskih razdaljah prsnega sloga. Moje rezerve. Na treningu dam jaz zmeraj vse od sebe, kdaj tudi pojamram, ampak z Lukom ima kar tak odnos, da on ve, kaj z mano narediti, takrat, ko to naredim. Drugače pa pri meni je po mojem bolj glava. Na 100 metrih mene glava stisne, zadnjih 15 metrov naredi blokado, pač umrem dobesedno. Zakaj zadnjih 10 metrov pa hočem stisniti in začnemo prazno plavati. Zadnja leta paradno 50-metrsko razdaljo si želi Peter podaljšati oziroma enako dobro odplavati še 100-metrsko. Kako uspešen bo trenažni proces pod novim vodstvom, pa bo znano že na januarskem evropskem prvenstvu v Izraelu. Članice slovenske A reprezentance v teku na smučeh so na Norveškem odlično nastopile na zadnji tekmi v teku na tekaških rolkah. Slavila je domačinka Marit Bjørgen, najboljša Slovenka je bila Katja Višnar na 11. mestu, Leja Einfalt je ciljno črto prečkala kot 16.
Medvoški policisti tokrat poročajo o 3 prometnih nesrečah. Prva se je zgodila v Zbiljah zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, druga iz podobnega razloga v Valburgi se je končala tudi s telesnimi poškodbami udeležencev in tretja z vpletenimi 3 vozili in telesnimi poškodbami udeležencev se je zgodila v Medvodah, vzrok pa vožnja na prekratki varnostni razdalji. Nekdo v Medvodah je svojo nemoč kazal z nasiljem, nekdo drug pa je povzročil splošno nevarnost. Zaradi tatvine so prijeli moškega, zoper katerega bo podana tudi kazenska ovadba. O še enem dogodku poročajo policisti, sodelovali so namreč pri iskalni akciji, a so pogrešano osebo žal našli mrtvo. Do konca avgusta bodo medvoški policisti intenzivno spremljali promet v okolici šol, saj želijo opozoriti na prihajajoče novo šolsko leto in ponovno večje število otrok vključenih v promet. Voznike opozarjajo, da upoštevajte omejitve hitrosti in bodite strpni do drugih udeležencev v prometu, otrokom pa bodite pozitiven vzor v obnašanju v cestnem prometu. Toliko v današnji informativni vdaji. Za zaključek velja še povabilo na katerega izmed številnih dogodkov, ki se bodo odvili v prihajajočem vikendu. Bodisi v Sori na Kranjski klobasi, v Smledniku na Koksovem memorialu ali v Zbiljah na kolesarski dirki, kjerkoli že boste, preživite kar se da lep konec tedna. Nasvidenje!